Dobrodošli nazaj v oddajo Middle East Now. Vaša gostiteljica sem Bianca Zanini. Globalne trgovske poti vse bolj postajajo orodja političnega pritiska, pri čemer strateška ozka grla, kot je Hormuška ožina, razkrivajo, kako ranljivo je svetovno gospodarstvo. To ponovno usmerja pozornost na IMEC, predlagani trgovinski koridor, ki bi Indijo povezal z Evropo prek Bližnjega vzhoda, pri čemer bi bila Izrael potencialna vstopna točka v Sredozemlje. Toda ker Saudska Arabija zdaj krepi vezi s Turčijo in Pakistanom, kako realna je ta vizija oziroma kako močna je? In kakšna je vloga Izraela v tem? Zdaj se nam za več informacij pridružuje Frank Malul, predsednik iz 24 News. A nocoj se nam ne pridružuje v tej vlogi, temveč kot ambasador za NextBay, zavezništvo, ki spodbuja razvoj Hajfskega zaliva in zagovarja, da bi morala Izrael in Hajfa postati sredozemsko središče IMEC-a. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili, Frank. Najprej na kratko. Kaj je IMEC in zakaj so motnje v Hormuški ožini to naredile še bolj nujno? Torej, IMEC je bil ustanovljen, izglasovan in potrjen septembra 2023. To je bila ideja indijskega premierja Modija, da se zgradi koridor med Indijo, Bližnjim vzhodom in Evropo. IMEC, koridor med Indijo, Bližnjim vzhodom in Evropo. Ko je bil odobren, je bilo to septembra 2023, natanko en mesec pred 7. oktobrom. In to je vzbujalo upanje. Vsi so o tem govorili kot o viru upanja. Spomnim vas, da je izraelski predsednik vlade med svojim govorom o Roš Hašani pred državljani Izraela kazal zemljevid. In rekel je, to je nova pot, to je prihodnost Bližnjega vzhoda. In po 7. oktobru se je zgodilo še več. Zgodila se je vojna proti Iranu. In zdaj vidimo, da je to IMEC, ki so ga podpisali Evropska unija, Savdici, Francija, Italija, Nemčija, ni več zgolj upanje. To ni več upanje, to je nuja, to je alternativa, ker, kot ste rekli, trgovina postaja orožje. In razmere v Hormuški ožini so katastrofa. Že več kot 100 dni je petina svetovne nafte obstala. In ta situacija za svet ni več sprejemljiva. Torej, ko danes govorimo o IMEC-u, govorimo o alternativi in o tem, kako. Izrael in severna regija Izraela, še posebej pristanišče Hajfa, lahko predstavljata vrata v to novo upanje kot alternativo, kar je za nas nujno potrebno. Zdaj ste omenili Saudsko Arabijo, je ključnega pomena za koridor IMEC, ampak zdaj je pravkar podpisala sporazum s Turčijo in Pakistanom, dvema državama, ki sta najpogosteje v neposrednem nasprotju z Izraelom in izraelskimi interesi, ter tudi interesi Indije. In kako to ogroža ali potencialno zaplete vlogo in potencial IMEC-a? Najprej, kot diplomat, bom vedno priporočil, da nikoli ne reagirate pretirano. In rad bi vas samo spomnil, da Saudska Arabija ni del Abrahamovih sporazumov. Slišim, berem, da to škoduje Abrahamovim sporazumom, temu novemu zavezništvu. Vendar so Abrahamovi sporazumi okvir za poslovanje. To je dinamika, da se regija razvija v poslovnem smislu. To je ideja miru v zameno za blaginjo. Zavezništvo, o katerem govorite, je varnostno zavezništvo. In zdaj je povsem normalno, glede na grožnjo Irana v regiji, da bojo sile v regiji reagirale in se odločile, kakšno zavezništvo želijo zgraditi. Mislim, da je še prezgodaj, da bi vedeli, kaj je v ozadju ali kaj se bo zgodilo. Kar pravim o IMEC-u, če je to konkurenca, je dobro, rad imam konkurenco. Najprej bo to prebudilo Izraelce in da bodo razumeli, morajo na mizo dati, kakšne so njihove dodane vrednosti. Torej pravite, da bo to prebudilo Izraelce. Zakaj je Izrael idealen partner za ta projekt? Najprej morate pokazati, kaj lahko ponudite. In ko govorite o konkurenci, morate videti, kakšne so poti. In zelo težko je, ko prihajate iz Indije, iti skozi Sirijo ali v Libanon ali skozi Irak, glede na stabilnost, ki jo tam poznamo. Izrael lahko ponudi stabilnost. Izrael lahko ponudi varnost. In Izrael lahko ponudi še več tehnologije.
V regiji Nexbay, ki združuje 53 mest na severu Izraela, imate 27 arabskih mest. In kar je neverjetno, bistvo Abrahamovega sporazuma je pokazati sobivanje. Tukaj na severu Izraela imate laboratorij sobivanja in v tej regiji lahko pokažete, da to že obstaja. In ko svetu ponujate takšno sobivanje, takšno stabilnost, takšno varnost in visoko tehnologijo, spominjam vas, da Nvidia prihaja zgraditi ogromen sedež na severu Izraela. Ste bolj konkurenčni kot druge države, ki želijo graditi lastne poti. Tako je, Hajfski zaliv, pristanišče v Hajfi, prehod za pot v Trst, v Marseille, da Evropi ponudimo priložnost za varnejšo pot, še posebej zdaj, glede na razmere v Hormuški ožini. Torej, govorite o tem, zakaj sta Izrael in Hajfa to, kar sta. Kaj lahko ponudimo ali kaj lahko oni ponudijo? Ste ambasadorka zavezništva Haifa Bay, tega Next Bay, Alliance of the 53. Povejte nam več o samem projektu. Projekt je neverjeten. Gre za gradnjo enega koridorja in ene vizije. Veste, ko si Izraelc in govoriš z enim glasom, je to že izziv. In dejstvo, da se to že dogaja s temi 53 mesti, je neverjetno. In spet, sporočilo, ki ga pošiljamo svetu, je, da v tej regiji smo pripravljeni sprejeti ne le prometne tokove. Ko govorimo o IMEC-u, govorimo o 3 vrstah koridorjev: prometu, komunikacijah in podatkih. In energiji. In to je prav tako zelo pomembno, ko sem prej omenil varnost, stabilnost, tehnologijo. Ko govorite o energiji, ko govorite o podatkih in komunikaciji, ter ko govorite o transportu, ni težko ugotoviti, da je najboljša pot skozi Hajfo. Zagotovo zelo zanimivo. Najlepša hvala, Frank, da ste Hvala, prišli in s nam pridružili. Hvala.